Živijo, tukaj Valentin, tole je po dolgem času moj prvi vlog v živo. Do zdaj sem naredil kar nekaj videoposnetkov, v zadnjem času največ brez videa, se pravi brez moje žive podobe, zato ker sem posnetke snemal v avtomobilu. Tako da zdaj bom razložil moje izkušnje za Destiny, oziroma kako je moj študij pri Destiny, študij za samospoznavanje, imenovan Destiny Art Process, vplival na mene po enem letu študija. Lahko rečem, da sem v tem času postal veliko bolj čustveno stabilen, ker prej sem imel velike čustvene reakcije, ki pa sem jih introvertiral, se pravi, nisem na zunaj kazal teh reakcij, ampak so me pa znotraj notranje razžirale. Z leti, ko sem nekako tako zatiral te svoje čustvene reakcije, se mi je začel razvijati izpuščaj na koži, ki mi je zasrbel vsakič, ko sem prišel v neko konfliktno situacijo. In sedaj po enem letu lahko rečem, da se je ta srbeči predel kože zmanjšal oziroma da se je srbenje veliko bolj umirilo. Opažam, da moram še delati na teh podzavestnih vzorcih, da jih moram še bolj intenzivno razpustiti, ker z leti so se mi tako integrirali v fizično telo, da jih ne bom mogel tako enostavno odpraviti. Tudi ta proces odstranjevanja teh podzavestnih vzorcev traja vsaj 7 let, ker 7 let traja, da se vsaka celica v fizičnem telesu zamenja. In vsi te vzorci so pa praktično shranjeni na fizični ravni, v tem tako imenovanem celičnem spominu. Tako da pred mano je še vsaj 6 let intenzivnega dela, da se bom popolnoma osvobodil in čustveno stabiliziral. Druga stvar, ki jo opažam, je to, da se mi izboljšalo moje stanje na koži glede mezoljev, ker nisem imel velike probleme z mezoljevostjo, ampak sem in tja so se mi po obrazu, po ramenih, po roki pojavljali mezolji. Sedaj se je to zelo veliko omililo, tako da sem zadovoljen. Poleg tega sem tudi do kakšnega leta pa pol nazaj masturbiral, se pravi, sem se spolno samozadovoljeval. Tako kot najbrž predvidevam vsi ostali, ker v naši družbi je to povsem nekaj normalnega. Toda pri Destiny sem izvedel, kakšne so posledice tega, da v bistvu z masturbiranjem proizvajaš energijo, energijo orgazma, ki te nekako obsede, zasvoji, in tudi ta energija ti ojača umsko-zavestni sistem. To pomeni, da bolj intenzivno se ti pojavljajo te misli v glavi, ki se stalno projicirajo, ki te stalno motijo in te begajo stran, te motijo od zavedanja realnosti v tem trenutku. Še posebej je pa zelo neprijetno, so slabe posledice masturbiranja, če ob masturbiranju uporabljaš neko fantazijo, neke punce, neke namišljene osebe, ali pa če gledaš pornografski material. Tako da najprej sem začel delati na tem, da sem nehal gledati pornografske vsebine, da sem nehal vizualizirati si določene stvari, določene osebe, za katerimi sem, ker masturbiranje je sicer v redu, če ga izvajaš tako, da je to tvoj lastni izraz. Se pravi, da je to nek akt intimnosti z samim seboj, da raziskuješ svoje telo. V trenutku, ko pa uporabiš neke projekcije, neko domišljijo,
takrat pa ustvarjaš neko navezanost, odvisnost od tistih namišljenih podob. In masturbiranje za uporabo teh podob, te fantazije, še posebej nekih žensk ali pa mladih, zelo žensk, dolgoletno masturbiranje za uporabo teh podob, predstav, potem tudi začne človeka obsedati in iz tega se potem tudi pojavljajo te primeri posilstev, ker človek nekako ne more biti zadovoljen sam s sabo, s svojo seksualnostjo, brez da bi zraven vpletal neko drugo osebo, in zato potrebuje neko drugo osebo, zato da izživi te svoje seksualne fantazije, da postane zadovoljen. Tako da ta proces pri Destiny gre v smeri osvobajanja od vseh teh raznih odvisnosti, od odvisnosti od drugih oseb, tako da postaneš sposoben biti v tem trenutku, kjerkoli si, da učinkovito dihaš, ker z dihanjem se notranje stabiliziraš, se nekako prizemljiš in z dihanjem, tudi učinkovito pozornostjo na dihanje, tudi preprečuješ pojavljanje misli. Ker zato, da si tukaj, da funkcioniraš, da počneš stvari, ne rabiš slediti nekim mislim, ki se ti pojavljajo v glavi, ker vse te misli v glavi so proizvod, mi temu rečemo, umsko-zavestnega sistema in so namenjene izrecno temu, da te premamijo, da te zaslepijo, da ti jemljejo pozornost od zavedanja realnosti v tem trenutku. Da vidimo, a še kakšna taka zadeva, ki bi jo lahko omenil, glede izboljšanja v svojem enoletnem procesu. Lahko rečem tudi seveda, da sem postal veliko manj nestrpen do drugih, tudi odnos z bližnjimi, z mojim očetom se je izboljšal. Nisem več tako agresiven pri, bom rekel, vsiljevanju svojih mnenj, prepričanj, ampak sem sposoben veliko večjega razumevanja do drugih ljudi, da praktično ne delujem iz neke točke znanja ali več vrednosti, ampak da se poskušam, preden začnem komunicirati z neko osebo, da se postavim v njegovo kožo. In če mu nekaj hočem povedati, nekaj, da mu s tem pomagam v življenju, da mu to povem na tak način, da on to razume, da ne delujem iz točke neke arogance, ker vsaka aroganca potem samo nazaj pripelje do negativnega, se pravi do reakcij ljudi in s tem ne dosežeš ničesar. Tako da je kar zanimiv ta proces samospoznavanja skozi dnevnega pisanja blogov, se pravi spletnih dnevnikov in vlogov, se pravi zdaj bom spet majčkeno bolj intenzivno začel delati te videoposnetke, video spletne dnevnike. In vsakem priporočam, da gre v ta spletni študij Destiny iProcess, ker se naučiš učinkovitih orodij za analizo vseh teh podzavestnih vzorcev in dobiš učinkovita orodja za odstranjevanje teh destruktivnih, razdvajajočih podzavestnih vzorcev, ki človeku povzročajo te hipne čustvene reakcije. Ta osnovna orodja so v glavnem dihanje oziroma zavedanje dihanja v vsakem trenutku, potem iskrenost do samega sebe, samoiskrenost, samoodpuščanje in samokorekcijska praksa. Ker vsi ti vzorci ki jih sprejmemo vase, jih na nek način držimo z roko in za samoodpuščanjem te stvari odpustiš. In to dejansko deluje, to ni samo teorija, to praktično deluje, kdorkoli bo to preizkusil, bo dosegel enak rezultat, tako da to so praktična orodja za samospoznavanje, za očiščevanje in to je tudi
osnovna potreba vsakega, vsak mora nekako iti skozi ta proces v okviru Destiny I procesa ali pa skozi izkušnje, ki jih bo doživljal v odnosu z drugimi ljudmi v življenju, ker vsa živa bitja na tem svetu grejo sedaj skozi ta postopek notranjega očiščevanja. Je pa Destiny I proces najhitrejši postopek, zelo ti nekako omili bolečine in dolgotrajnost tega procesa samospoznavanja. Tako da vabljeni vsi, da se pridružite, da začnete z pisanjem spletnih dnevnikov. Ni nujno, da sploh se vključite v Destiny I proces, že samo to, da pišeš spletni dnevnik in da se vključiš v našo skupino, zatem veliko enostavnejše, učinkovito ozaveščaš te podzavestne vzorce in se čustveno stabiliziraš in se popraviš, se pravi, da vidiš, kakšne stvari si delal take, da si drugim škodoval, da si ustvarjal konflikte, tako da v prihodnosti, ko boš v podobni situaciji, da ne počneš vedno istih napak, da ne ponavljaš te vzorce, ampak da prekineš ta krog ponavljanja vedno istih vzorcev, se pravi padanja na vedno istih testih, preizkušnjah življenja. Ne bo to danes za vse, več bom še kaj povedal v naslednjih vlogih. Hvala za poslušanje in nasvidenje.